Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji V Mariboru si. Tokrat smo po volitvah in gostimo izvoljene poslance iz Maribora. Povabili smo seveda tudi tiste iz okolice, vendar odzvali so se 4. Lep pozdrav in sicer Lidija Divjak Mirnik iz liste Marjana Šarca. Dobro večer. Potem magister Branislav Rajić, Stranka modernega centra, magister Dejan Kaloh, Slovenska demokratska stranka in pa dr. Franc Trček, Levica. Ampak nismo na soočenih, da ne bomo preveč formalni. Dajte mi povedati, najprej me čisto tako zanima, bili ste izvoljeni za poslanca, torej 2, prvič, vi že imate mandat, je kakšna posebnost, ali ste rekli, dobro je bilo ali ni bilo dobro, kakšni so bili osebni občutki, najprej me čisto tako zanima. Občutek je vsekakor dober. Je pa vedno zelo težko čakati te rezultate, posebej, ko se med štetjem spreminjajo. In seveda največje veselje je, ko vidiš, da ti je dobro šlo. Zdaj, hram demokracije mi ni tuj, ker sem 5 let delal kot strokovni sodelavec v naši poslanski skupini, tako da samo stavbo ustroj poznam, kot poslanec pa res da prvič, ne. Pa ste tudi prvi, če se ne motim, ste prvi poslanec SDS-a iz Maribora? Iz Maribora tako, natančneje iz volilnega okraja Maribor 3. Zaradi tega sem še posebej nekako rekel vesel pa ponosen, da so nas ljudje, bi rekel, podprli in okrogla številka ravno danes je prišla po preštetih glasovnicah iz tujine točno 2500 glasov, tako da, ja, ponosen in vesel. Ja. Lidija Divjak Mirnik, dolga leta se poznava, marsikdo, tako ko smo se pogovarjali, je rekel, tota pa bo znala povedati na glas. Boste znali povedati na glas ali boste hitro utihnili, ko boste v parlament prišli, pa boste strankarskim pravilom se udinjali? Ja, zdaj jaz sem zelo... Oziroma liste, ne? Jaz sem sicer znana po tem, da zelo glasno povem to, kar se mi zdi, da je treba povedati in tako tudi nameravam nadaljevati. Res pa je, da je verjetno treba, to bosta kolega, ki že imata to izkušnjo, znala kaj več o tem povedati, je verjetno kdaj treba tudi se malce vgrizniti v jezik, ker jaz včasih tudi skočim na prvo žogo, pa bi bilo mogoče modro, da ne bi na prvo žogo skočila. Doktor Trček, kako gledate na to, vi sicer niste rojen Mariborča, ne? Ampak so vas Mariborčane prepoznali, da ste dali, bom rekel, če ne, bom rekel, najbolj glasen ste bili za Maribor. Gospod Rajić, vi ste tak časih, se mi zdi, malo ste nekje v senci, se mi zdi, bili. Ja, gledajte, nekdo je komentiral, Maribor je stanje duha in potem sem verjetno kar Mariborčan. To. Mariborčani so vas prepoznali, zato so vam dali glasove. Ja, seveda, veste, glede pa samega mandata gor dol, odgovornost je dejansko upam si trditi identično za tistega, ki je dobil največ glasov in za tistega, ki je z pod 400 glasovi prišel v parlament. In se mi zdi, da se tega moramo začeti zavedati. Jaz sem pač nek moj rezultat podvojil od predhodnih volitev. Žal mi je, da je zmanjkalo enih dobrih 200 glasov, da bi Maribor 4 bil rdeč. To je nekako to, odgovorno delati naprej, brez neke euforije, brez histerije. To. Ja. Marsikdo je potem, ko so analize rezultatov pravzaprav prihajale, so vprašal, kako to, da Maribor kot taki ima zdaj po novem 5 poslancev, a vendar Ptuj in Ormož, veliko manjši mesti kraja, imata po 3, pa še katerega bi se našlo. Kje je zdaj tukaj tista logika? Ne? Kaj je narobe? Ali narobe volimo, ali imamo narobe volilni sistem, ali imamo napačen volilni sistem? Z vsem spoštovanjem do Ptuja in Ormoža, da se razumemo, ne? Ja, zdaj verjetno je problem tudi v tem, vsaj v mojem 11. volilnem okraju, da je bila 43% udeležba, ne? Ljudje so apatični, ljudje, ko jih poslušaš, ko se z njimi pogovarjaš, po defaultu so vsi enaki, vsi isto kradajo, pa vsi so isti lumpi, ne? Je enako politik. In potem jim jaz začnem razlagati, da jaz sem že 12 let v mestnem svetu, ne? Pa da nisem noben lump, da še nič nisem ukradla in tudi ne nameravam nič ukrasti. Tudi v končni fazi v službi nisem ukradla niti enega evra nikoli. Kar pomeni, da je stanje duha, kot je povedal Franjo, pravzaprav tudi v Mariboru malce zaskrbljujoče. In jaz bi si res želela, da bi se ljudje zavedali, da je to njihova pravica, za katero so se naši predniki nekoč zelo, zelo borili in da bi jo bilo smiselno izkoristiti vsaka 4 leta. Ne pa potem po Facebooku pisati razne
parole takšne in drugačne in za šankom bentiti, kako je vse narobe, pa kako vsi kradejo. Torej, vsak tisti, ki pač na volitve ni šel in ni obkrožil tistega, ki mu je bil všeč ali pa tudi ne, naj to pripiše sam sebi. Konec koncev tudi bi lahko sam kandidiral, ne? Tako je. Meni je bilo najbolj zanimivo, če dovolite, gospodje, ko so mi rekli, pa se pa mi totimi 23, se pa nobenega pametnega ni. Pa sem rekla, oprosti, imaš leve, imaš desne, imaš sredinske, imaš ovakve, lahko si pa ti 24. Izvoli, daj se naredi postopek, daj se voliti, pa da vidiš, pa se zmeri. Ker najlažje je biti pameten. Ne? Mislim, da je bilo prvič, da je volilna udeležba slaba in to je za nas sigurno ena izkušnja za državljane vse, da je potrebno nekaj spremeniti. Mogoče uvedba preferenčnega glasu, mogoče uvedba elektronskih volitev, vsekakor pa tisti kavč politiki niso več dobrodošli in pravzaprav imamo to situacijo, da slabo vlado izberejo dobri ljudje, ki nočejo iti na volitve. Ne? To se je pokazalo večkrat. Zdaj vseeno je bila 2% boljša, ne? Ja. Napram zadnjem, 2% boljša, jaz bi verjetno nekaj druge še rad povedal. Struktura elektorata, ne? Zdaj bom samo referiral na našo stranko, zdaj v centrih večjih mest, ne, pa periferija, je to tisti, ne, distinkcija. Zdaj recimo pri naši stranki tradicionalno ptujska volilna enota vedno dala 4 poslance, naša mariborska celo pri 4 biti samo 2. Tokrat smo bili 3, tako da ta struktura volilnega telesa se pravi, da se recimo periferija, kmečko okolje, bi rekel ta živelj, ki tu, bi rekel, na vseh živi, se nekako bolj identificira z našim programom. Tu jaz vidim tisto razliko, zakaj, ne vem, Ptuj, Ormož so bolj uspešni pri poslancih, kot pa, ne vem, Maribor recimo. Glejte, tako, ena zgodba gre takole, ko zmaguješ, so ti pravila ok, ko ne, sudija lopove, ne. Druga zgodba, mi bi res morali malo premisliti ta naš volilni sistem v smeri tega, da bi pol dejansko volili ljudi, ne pa partijsko poslušne. Veste, ker mi, kot imamo zdaj volilni sistem, ti v bistvu v večji meri tekmuješ znotraj tvoje stranke, znotraj te ene osmine kot za drugimi. Zdaj, bil je predlog tistega kombiniranega volilnega sistema, pa ker pozabijo povedati, da to pol v Nemčiji pomeni, da se število poslank in poslancev spreminja, pa jih bo 5 več, pa bo jejhata, bo 3/4 novinarjev noro tulil. Mi smo takrat tisti predlog z DUS-a podprli, so jih pa izigrali pod navednicami njihovi, Desus že na matičnem delovnem telesu. Je pa res, dajmo biti odkriti, tle smo verjetno v Levici Špilfer-Derber in da stari politiki, pa tudi si bi upal reči SMC-ju, odgovarja tako, kot je. Bo pa seveda vsaka stranka, veste, ker kaj je, volilni sistem je v bistvu matematika vržena v prostor. In vsaka stranka bo svoje špicen kandidate postavljala, da bojo izvodljivi. Katerikoli volilni sistem bomo imeli, kar pa pomeni, da je seveda odgovornost nas v strankah, da dajemo neke ljudi z repom in glavo. Ni smiselno, da bi vsako volilno območje imelo enega poslanca, koliko 82 območij, ne? Ja, če dovolite, bi tu navezal, tudi na gospoda Franca. Zdaj, eni okraji so bolj izvoljivi, za kakšno stranko drugi manj, ampak če bi mi imeli večinski volilni sistem, se pravi, zdaj Slovensko-demokratska stranka, so kandidati v 75 volilnih okrajih zmagali dejansko za močno premočjo, dobili smo pa 25 poslancev, Se pravi, že to kaže na to, da je skrivljen sistem, se pravi, volja ljudstva ni niti v skladu z ustavo, niti dejansko z njihovimi dejanskimi željami. Tako da, zdaj, če bo politična volja, se pravi, druga stvar pa to, ko ste omenili, 21 volilnih okrajev pa ostalo, ki pa sploh nimajo svojega predstavnika, kar je tudi enako žalostno kot to, da niso tisti izbrani, ko jih je ljudstvo želelo v parlamentu videti. Če bi kratko repliko, moje osebno mnenje je, da mi vse še 4 stoletja namo zreli za večinski volilni sistem. Veste, dokler bomo mi imeli v glavi, hopsa, zdaj pridejo naši reži in kontra, pa če se zdaj izdatno začnemo spreminjati. Pri nizki volilni udeležbi večinski sistem je res problematičen, zato je mogoče to ravno korekcijski faktor, da se ne bi zgodilo, da je samo iz ene stranke, recimo, potem sestava parlamenta. To je to lažno. Koliko boste upoštevali 82. člen ustave, mislim, da pravi, da ste izvoljeni, skratka, kako se že imenuje, skratka, od vsega ljudstva in tak dalje. In nismo vezani na nobeno navodilo.
In da niste vezani na nobeno bravo. Jaz sem že večkrat rekel, da brez te alineje 82. člena ustave nikoli ne bi privolil kandidaturo za poslanca. Mislim, da sem odgovoril. Jaz mislim, da je seveda to potrebno upoštevati. Res pa je, da tudi sedaj, ko se bodo sestavljale koalicije, je pač to vedno kompromis. In politika je pač nekaj, kar je možno, ne? Umetnost možnega vodenja. Ne? Tako da... Če eno kompromisov včasih radi rečemo, ne? Vedno, da je to gnili, ne? Kompromisi so vedno taki, ne? Ali pač, lahko temu tudi tako rečemo, ne? Ampak jaz mislim, da je osnovno to, za kar smo se pravzaprav v to podali, ne? Jaz sem se v zadevo podala z iskrenimi nameni in želim pomagati Mariboru v boljše čase. In to je moj iskreni namen in bom tudi na ta način delovala. Se absolutno strinjam. Zdaj, za neki drugi mediji je gospod Trček malo, tako bi rekel, v šali namigoval na to strankarsko disciplino, ki naj bi bila pri nam taka ortodoksna, ampak jaz bom rekel, temu ni tako. Če ravno nasplošno je znano, da je SDS ima zelo močno strankarsko disciplino. Ja, že leta nazaj, to se še spominjamo tudi od nekih. Mogoče za nepoznavalce, jaz pa dejansko bi rekel kot insider, več kot desetletje v sami strukturah stranke, da imamo zelo, zelo veliko notranjo demokracijo. Kaj se pa tiče izvolitve v tem okraju mariborskem, pa jasno predpostavlja, da se bomo zavzemali za probleme naših ljudi. Seveda upam, da bomo imeli tudi ustreznega sogovornika na drugi tej lokalni ravni, ne, župana in ekipo, kdorkoli pač bo po novembrskih volitvah, tako da jasno, ne, ustava je jasna, smo predstavniki vsega ljudstva, hkrati bo pa vsak, bi rekel, poslanec, ne, spoštoval tiste volivce, ki so ga izbrali in dejansko delal za njihovo dobrobit. Boste imeli poslanske pisarne? Oziroma se boste srečevali z volivci? Ja, kar. V SMC smo imeli to izkušnjo, da smo seveda prišli z različnih koncev in tudi z različnimi prepričanji po določenih temah in smo imeli probleme, da se ne moremo poenotiti v tem razmišljanju oziroma odločanju, ampak obstaja eno razumevanje in tudi delo v poslanski skupini je tako, da se ta mnenja krešejo, da rečem. Tako da ni vedno samo strankarska disciplina. Tudi pri kolegiju se spomnim, da ko je bil problem Celjske kotline, gospa poslanka Jelka Godec je popolnoma jasno profilirala ta svoj interes in to je bilo popolnoma v redu. Ne? In tudi vem, da so jo kolegi v stranki razumeli. Ne? Pri nas se je to dogajalo na veliko primerih. Mi sicer res smo poslanci, da rečem vseh, ne? Ampak bili smo izvoljeni tukaj in naša zaveza mora biti, ne? Da se borimo, da tukaj izboljšamo stvari. In jaz sem prepričana, da vsi mi, ki smo danes tukaj za tem omizjem, bomo na ta način tudi delovali in tudi presegli, da rečem, ta strankarska nasprotja, ko bo šlo za to, ali bomo nekaj dobrega naredili za Maribor. Zdaj, ko nismo na volilnih, kar izvolite. Pozabljamo na še eno vsebinsko dimenzijo te alineje 82. člena. Dolžnost poslancev in poslanke tudi ne zgolj znotraj stranke, da tudi ljudem povemo, kar moramo, če tudi to ni všečno. Ne? In tudi na to se prepogosto pozabljamo. Boste se srečevali z njimi? Boste imeli redne srečanja enkrat na pol leta? Imamo poslanske pisarne, v njih uradujemo, praviloma ob ponedeljkih, takrat, ko v državnem zboru ni drugih aktivnosti in so ponedeljki namenjeni za srečanja z občani. In če vam na mail piše, tudi ne boste rekli o ponedeljek, ampak vam boste odgovorili. Odgovorimo, ja. Danes, ko socialna omrežja, ne? Ste jezni, če vam občani pišejo na socialna omrežja, privat? Čujte, to pa to bi morali, pa ne? Mi nismo tu, da bi bili jezni, ne? Lahko preberemo, pa nam je všeč ali ne. Mislim, da se vsi potrudimo odgovoriti, ker se zavedamo pomena. Kaj to pomeni človeku, ki je zahteval naše mnenje ali odgovor? Najprej vas bom nekaj drugega vprašal. Dobro, video sta že bila. Kaj je vam se privat zgodilo? Zapuščate študentske domove? Jaz imam s tem, kar zdaj malce dilemo sama seboj, se to reče. Ja, zapuščam študentske domove, kjer smo v zadnjih 2 mandatih naredili ogromno, za cirka 20 milijonov investicij, mislim, da smo edini v Sloveniji, v Mariboru, tak ali tak. Zapuščam zelo, zelo dober kolektiv z odličnimi sodelavci, z odličnimi medsebojnimi odnosi. In s tem imam v zadnjem času kar malce neprespanih noči, ko o tem razmišljam.
Meni so namreč moji sodelavci takoj po volitvah ponedeljek ponesli veliki šopek vrtnic, pa smo se malo jokali. Zdaj pa ne vem, ali smo se jokali ali od sreče ali od žalosti, mislim pa, da kar zaradi vsega. To je prvi problem, ki pač je. Pa ne nazadnje, jaz imam 2 sinova doma, ki sta zdaj v fazi odraščanja, puberteta se nam nakazuje, tako da bo pri nas zelo pestro, zelo naporno in jaz moram tukaj tudi mojega moža pohvaliti, ki oddela in tudi je v času kampanje oddelal zelo velik del, ki bi bila drugače morala jaz. Vi se daleč ne selite, ne? Tako rekoč, rekel samo malo boste. Zgodba spremenila, ker v bistvu zdaj iz strokovnega sodelavca postajam poslanec, zdaj po konstitutivni seji, ravno danes sem dal kartico strokovnega sodelavca nazaj, zdaj po konstitutivni dobim novo kartico poslanca, tako da tu daleč si me ne bo, tudi nimam 2 otrokov, imam v bistvu eno punčko, tudi tu ne bo zdaj, verjetno bo včeraj pogrešala očeta, ampak to je pač davek, bi rekel, poslanske funkcije, da je pač družina potem malo, bi rekel, prikrajšana za katerega družinskega člana, pa če dovolite tisto, bi samo dodal, ja, poslanec si 24/7, se pravi non-stop, jaz recimo sem po volitvah takoj obljubil mojemu volilnemu telesu, volivcem, da bom prisoten v kraju na voljo, tudi fizično, sem že bil v Vurbergu, zdaj prejšnjo nedeljo smo imeli tiste srednjeveške igre, ljudje že pristopajo, sprašujejo, in ja, ne se pol skrivati 4 leta, ampak iti med ljudmi, iti do institucij in aktivno, proaktivno upravljati svojo poslansko funkcijo. Gospod Rajić, so vam rekli, kaj že spet še en mandat? So vam rekli domači ali kaj? Ne, podprli so me. Žena je tudi vodila mojo kampanjo in sva se tu nekako še v eni čisto drugi dimenziji spoznala, tako da mene so podprli na vsak način, ja. Gospod Trček? Glejte, to, kar podcenjuješ, dokler ne rataš poslanec, če si aktiven, sem bil eden od 3 najbolj aktivnih, je dejansko, da nimaš več niti zasebnosti, niti privatnega življenja, Pri nas imamo rumene medije, niste to vi, ki ti brskajo po smeteh, in da ne nadaljujem, ampak kar me radosti, dobro, jaz res v soboto malo pred 9 grem na tržnico, pa na kofe, na poštno, pa do 2 ne pridem nazaj. Ja. In to moraš na vse zadnje vzeti v zakup, isto kot moraš vzeti v zakup, da kdorkoli, dobro, kdo se dere na tabo, pljuva eno drugo, to mi glih ni všeč, To včasih, če ščerko peljem sabo, pol se ne vedejo, tako kar več pove o teh ljudeh, kot o meni pa moji deci. Ampak nekaj, kar moraš vzeti v zakup tudi, evo, to leti na Nova 2, kdorkoli pride do tebe, njegov problem je največji v vesolju. Aha. Ampak to, gledajte, je lepa slovenska beseda, poslanstvo, to je to, Treba jo razumeti. Jaz še imam kot ženska mama še en problem, ki ga verjetno gospodje nima, oprati je treba, počistiti je treba kaj, tudi skuhati je treba za družino, tako da ja, se mi zdi, da pa ne... Mal za šalo, ko zares siropi še bodo nastajali ali ne več? Bodo, absolutno. Včeraj so že nastali novi, tako da... To namreč socialnih omrežij, če berete dela dobre siropi. Moji zdravilni siropi bodo zmeraj na voljo, ker je to nekaj, samo da ne bo kakšna inšpekcija rekla, da pišete zdravilni siropi. V naši državi znamo biti bolj papeške. Dobro, to je sicer res, ampak to je nekaj, kar jaz rada počnem in je to nek način mojega sproščanja. Kontakti... Lahko sem nekaj ljudi povem. Veš kaj, od vseh zadev, ki se je najmanj spremenilo, je likalnik. Likalnik me ima še vedno enako rad ali pa ne rad. Ja, to ti povem. Ja, evo, zdaj pa je mene odneslo. Ja. Kaj pa odnos do lokalne skupnosti? Imeli smo oddajo, pa so rekli, da si marsikaj obetajo od novih poslancev, da pač v enih mandatih so bili mariborski poslanci bolj nevidni, ampak vedno kdo štrli ven. Si želite drugačnih občinskih struktur, ki bi bili bolj odzivni, ravno obratno vas sprašujem, kot sem recimo prej svetnike spraševal? Torej, da bi znali župani bolj za svoje področje se boriti ob pomoči seveda vaši? Jaz si želim bolj učinkovitega sodelovanja. Namreč bilo je veliko primerov, da smo se na sestanku na občini nekaj dogovorili, na to pa pač niso bili sproženi vsi ti ukrepi, ki bi mogli biti, da nadaljujemo. Ker poslanci res imamo moč posebej, ko ste rekli, da sem bil recimo v senci. Poslanec pozicije je lahko v senci, zato ker dela nemoteno v sodelovanju z ministrstvi. Poslanec opozicije pa mora biti glasen, da bi sprožil žele te postopke. In
občasno so bile situacije, da si se lahko dogovoril, da greš naprej, ampak osnovnega inputa iz občine recimo ni bilo do ministrstva in se ta postopek ni mogel začeti. Tu si želim bolj sodelovati. Ja, gospod Kaloh. Gospod Pelko, podžupan je že neko namero, vsaj do mene, prišel, da bi se začeli srečevati na neki, ne vem, mesečni ravni, recimo, ne, poslanci iz mariborskega območja z županovimi ljudmi, da bi neke projekte, ki so odprti, pa ki so koristni, ne, seveda za našo štajersko metropolo, probali nekako ne, speljati ali pa svoj zaštartati. Zdaj, jaz se napravim, ne, poslanci ne, nismo omnipotentni ne, državni funkcionarji, ki lahko pol vse naredimo, ne, je pa res, da pa lahko kot koalicijski poslanec, kakva vrata se ti lažje odprl, ne, kot pa v opoziciji, je pa res, kot govori gospod Rajić, na drugi strani pa kot opozicijski poslanec, seveda si lahko bolj jasen, ne, lahko te kritike bolj sprožaš, ne, lahko bi rekel serijsko pišeš pisna poslanska vprašanja in pobude, daješ, tako da tu si lahko, ne, bi rekel, vsaj na zven si bolj aktivn, glasen, tako da odvisno. Ja. Kot svetnica? Zdaj jaz kot svetnica, ki tudi do volitev zagotovo ostaja še svetnica, jaz moram povedati, da mi še do danes gospod župan ni čestital, pa to sem že povedala za en medij, to se mi zdi gesta osebnostno zrele osebe, župana, ki bi to ne bil, to je prvič. Drugič, jaz se popolnoma zavedam, da je treba Mariboru pomagati, zato bom pomagala Mariboru ne glede na to, kdo bo tam sedel od novembra dalje. Jaz si pa srčno želim, da ta ekipa pač tam več ne bo sedela, ker je pač pokazala, kar je pokazala in realno nima kaj pokazati. Ja, gospod Trček. Ja, gledajte, smo odrasli odgovorne osebe na zahtevnih položajih. In tega se bi treba zavedati. Vsak od nas ima pluse, minuse, ampak mi smo tle z nekimi nalogami, ne z nekimi našimi kapricami. Jaz, kadarkoli sem lahko, sem na te tako imenovane kofete hodil, kar si pa želim, ne bom se predvolilno opredeljeval zdaj, da bi bodoči sestanki bili bolj vsebinski. Ne, da župan reče, dajte pridete, se bomo malo o tem pogovarjali, veste, jaz še na sestanke poslanske skupine znorim, če imamo neko temo, jo je treba predhodno pripraviti. Na ta način, pa še ena zadeva, preden končam, srčno upam, da bo predsednica ali predsednik državnega zbora nekdo, ki bo imel do doma več kot 1 uro. Ker ponavadi, če je tako kot Brglez pa to, ne, ponavadi mi, ki imamo več kot uro, nasrkamo in smo največ v državnem zboru, kar je malo logično, ljudje grejo domov, ti boš oddelal, ne, in se pogosto kar zgodi, da nas v Mariboru enostavno ni dovolj časa. Ne. Mene od torka do petka ni bilo, pogosto še v ponedeljek kaj not pade, ne, zdi se mi, da se moramo izboriti za ta ponedeljek, da je res lokalen. Dobro, čez nekaj minut se vrnemo. Smo v drugem delu oddaje v Mariboru, si gostimo pa novo izvoljeno poslanko in poslance, čeravno jih je iz Maribora 5, jih tukaj gostimo 4. Kaj pravzaprav zdaj biti poslanec tudi pomeni širše? Malo smo rekli, bom rekel, seveda eno je politika, drugo je družina. Kaj pa tudi za vas to pomeni? Ste se naveličali po 4 letih? Tak, če gledam ono 4 leta sedeti na sejah za sveta državnega zbora, pa to ni sedenje na sejah, to je veliko delo pred sejo, delo na odboru, priprava za odbor, spoznavanje te materije, o kateri se bo govorilo, tako da je to eno zanimivo delo. Ne? Vsak od nas ima en poklic, iz katerega je prišel na en splošni nivo presojanja o zakonih iz zelo široke palete. Tako da je treba res dobro segreti ta stol in se seznaniti z dejstvi oziroma spremembami. In ravno to je nekaj, da skušaš spremeniti družbo, da bo boljša. To je zame glavno vodilo in verjamem za kolegi. Gospod Kaloh. Ja, spremeniti družbo na boljše, seveda, čez sprejemanje kvalitetne zakonodaje, jasno, ne. Zdaj, ene seje v državnem zboru se znajo zavleči tudi do poznih večernih, celo jutranjih ur, ne, če kaj takega. Tako da, ja, zahteva celega človeka to delo. Mi vsi mislim, da smo tukaj in psiho in fizično sposobni, zato zdaj midva s kolegico začenjamo prvi mandat in mislim, da bomo to res kvalitetno opravljali to delo, tako da po mojem ni strahu, da bi se naveličali. Se pravi, vsi smo šli, ne, smo odrasli ljudje zavestno v to, točno vemo, kaj nas čaka. Veste, kaj vas čaka? Ja, ne vem, če sem prepričana, da vem, kaj me čaka, si pa mislim, kaj me čaka, glede na to, da nekaj izkušenj iz lokalne politike imam. Definitivno pa pomeni to tudi ogromno odrekanja,
in sedenja tako ali drugače nekje, ali spoznavanje materije ali pa na sejah. Jaz si želim, da bi bili, predvsem, da bi bili produktivni in da ne bi potem ljudje po 4 letih rekli, glej, tam so bili, tam so neke plače vlekli, niso pa nič naredili. Jaz si želim, da smo produktivni, predvsem za Maribor, in da Mariboru pomagamo, da se spet dvigne v neke boljše čase. Dokler ne greš, ne veš, odkrito povedano, ampak veste, šahisti morajo tudi dosti trenirati, da so fitni. In to je en zelo zahteven šah, ena simultanka, ki jo igraš non-stop. Jaz odkrito priznam, 2krat sem vmes klofno, enkrat sem končal našem ljubem UKC-ju, ker sem tudi danes se z vodstvom pogovarjal, kar moramo nujno storiti, in to smo se malo prej pogovarjali. Tudi pregled, en sem danes dal čez, v redu je ok, zdi se mi, če je nekaj izkušnja, na en mandat se učiš, tudi če zelo delaš, res se učiš, če se kaj zavedam, se zdaj zavedam, da moram malo bolj poskrbeti, da bom bolj fit. Čisto, veste, ker je tretjino energije nam kurijo možgani, in če ti si non-stop pod tem pritiskom, velikokrat točno to pravijo, da je veliko negativne energije v politiki nasploh. Kako se, bom rekel, kot človek tega ubraniti oziroma preživeti to? Vse te zahteve, pritiski, takšni in drugačni. Če lahko bi jaz, ker malo človeškega stališča, iz človeškega, zdaj iz tega političnega se pravi, ne hodi v kuhno, če ti vroče, Politična obrt je pa zna biti zelo kruta, pa naporna, Iz človeškega vidika pa jaz tako gledam, če si v osnovi dobronameren človek, se pravi, da stvari, ki jih delaš za tem res neko pozitivo, pa z dobronamernostjo, jaz mislim, da ti bolj ali manj ti tudi, bi rekel, politično življenje in sicerčno to tako vrne. Se pravi, tisti, ko pa grejo z nekimi, bi rekel, s kalkulacijo, pa celo s podlimi nameni, pa tudi, jih nekako adekvatno, bi rekel, potem v navednicah nagradi, ali zbolijo, ali kaj drugega narobe, tako da bodimo pošteni, bodimo korektni, in jaz mislim, da bomo tudi v tem našem političnem življenju dobro skozi prišli. Ja, gospod Rajić. Ja, veste, politika ima dva obraza. En je tale, ki se vidi na televiziji, kot so dueli političnih nasprotnikov, drugo pa je sklepanje kompromisov. Takrat pa smo normalni, umirjeni ljudje, ki počakamo, da kolega dokonča, da mu poveš svoje stališče, da skušamo najti pot do skupne rešitve ali pač do konca te zadeve. To bi razumel, da moramo se mediji umakniti iz življenja politike, da boste lažje sodelovali? Ne to, samo hočem reči, da se tudi za medije je bolj zanimivo, da se prikaže to kot konflikt, kot neki sklenjeni kompromis. Drugače pa morate vedeti, da za razliko od samega vzdušja na sejah, da smo mi velikokrat na odborih, tudi na zaprtih sejah, se to zelo dobro vidi, da je takrat veliko manj napetosti in veliko več te želje, da se pride do neke končne rešitve. Ne pozabite tudi, da skupaj jemo v državnem zboru. Še vedno tako poceni? Ni več tako poceni, ampak je dokaj ugodno. Ja, zdaj verjetno vsak človek rabi tudi nek ventil, da sprošča to energijo. Jaz ta ventil imam, probam delati jogo, da se malce sprostim, ker sem v osnovi kar precej hiperaktivna, pa mi to pomaga. Se mi pa zdi to pomembno, kar je povedal kolega Kaloh. Če imaš dober namen in kar daješ, to dobivaš. Tega se jaz celo življenje že držim. Dobro, včasih dobiš po glavi, pa potem rečeš v redu, ok, ampak v osnovi pa, če dobro delaš, moraš tudi biti, da rečem, nagrajen za to, da si dobro delal. In jaz sem prepričana, da mi vsi gremo točno s pozitivnimi nameni tja in je pač treba stisniti, ker če ne bomo zdaj, potem ne vem, kdaj bomo. Glejte, Slovenija verjetno za 30-letnico si zasluži 4-letni mandat. Če bo temu tako, bomo mi več preživeli skupaj kot z našimi družinami in prijatelji. Ključno strokovci. Zdaj, moj ventil je bil, mi smo dokaj hitro dojeli, vsak imamo egotripe ljudje, ki gremo v politiko, dajmo biti odkriti, in v Levici smo zelo hitro dojeli, da moraš komu dati mir. Veste, jaz, ki je bila polna kapa, lahko odkrito povem, sem v pisarni 15 minut noge v zrak, spustil sem si kako klasično muziko, po 25 letih sem začel nazaj brati poezijo, najbolj mi sede Kaj je Tanković, ker enostavno za literaturo
nisem imel časa. Je pa tudi res tudi odgovornost medijev, pa regionalni dosti boljš delate kot to belskanje v Ljubljani, da bi se morali več vsebino politike ukvarjati. In jaz bi bil tudi zelo za to, da dejansko ni prenosov vsej delovnih teles. Naj bo posnetek ali karkoli, ne, ker recimo kljub nekim mojim bitkam z predsednikom Knovsa, ki sem jih bolj zaradi tega imel, ker je gospod Grims pol zlorabljal medijski prostor, ne. Knovs je malo specifična komisija, ki večino časa dela v kleti, ne, ker so pač tajni podatki, ne. Jaz vem, recimo, vem, koliko ljudi na kakšni ambasadi je pod krinko tajnih agentov, ampak to ne smemo uradno govoriti, ampak mi smo tam v 2 urah naredili vse, ker ni bilo kamer, ne, ker ni bilo tega na drugih sejah matičnih odborov pa malo dalje. Na drugih sejah je pa malo dlje in jaz odkrito priznam, če sem od torka do petka bil tam, če ste vi začeli gušiti, dobro, bom pa še jaz gušil. Ni problema, ne, ampak boste vi prej odnehali, kaj jaz, ne lakbane priznam. To me zanima, kaj pa, ko pridejo trenutki, ko se treba podrediti strankarskim pravilom oziroma koalicijskim pravilom, ki pa ne gredo v štric z vašo osebno prepričanostjo. Verjetno ste že bili kdaj na takih zadevah, na nekih trenutkih, ko ste sicer glasovali tako, osebno pa ste bili drugje, ker so se pač dogovorili, ne vem, zaradi kompromisa in takšnega in drugačnega. Kako pol človek ne ravna? Sam sabo. Kako se naj pol tem v ogledalo pogledaš? Vsak od nas ve, da je prišel v to zato, ker je sledil politike ene stranke. Ja. In zagotovo je način, da človek sebi razloži, in meni se je to zgodilo enkrat tudi, da pač tako je dogovorjeno, to ima ene širše posledice na daljše obdobje in je prav, da seveda ob tem, da vem, da ne škodujem ne svoji bazi ali pač nekom konkretno, da gre za nekaj, kar bo boljše za vse. To je razlaga, ki jo človek mora vzeti, ampak primer, o katerem govorim, je bil dokaj benigen in nisem imel neko dramo pri sebi, bilo je samo pač opredelitev v odtenkih. Ja. Jaz mislim, da, kot pravi kolega, da vsi, pri katerih strankah smo, ta programski okvir je jasen, ne, se zavzemamo za tiste vrednote, ki jih stranka pozicionira kot neke temeljne, bistvene. Zdaj, sam pa sem tudi pristaš tega, da je poslanska skupina bolj ali manj homogena, ne. Ko gre za neka glasovanja, da zdaj ni bi rekel, če niso zdaj strašno neki zadeve, ki grejo res v nekem totalnem nasprotju z nekim subjektivnim dojemanjem, ampak tega verjetno ni takih, bi rekel, tem, ko bi zdaj postavili pod vprašanje za neko lojalnost, tako da mislim, da tu pri zakonodajnem delu je vseeno, temeljimo k temu, da je to, tako sem prej rekel, kvalitetna zakonodaja, tako da mislim, da tukaj vsaj v Slovenski demokratski stranki še ni bilo nekega takega ekscesa. Bom dal en primer, pa ne bom o imenih govoril, ampak iz, bom rekel, kar daljne preteklosti. Bil je dogovor en izmed političnih strank, da zato, ker bo se zgradila vzhodna ljubljanska obvoznica, bo pomurska avtocesta ožja. To se točno ve, katere stranke in kdo. In je tisti del pomurskih poslancev glasoval za ljubljansko obvoznico, torej vzhodno ljubljansko obvoznico, zato, da bo pomurska avtocesta zgrajena, ampak ožja. Kaj v tem primeru narediti? Ne? Ljudje v Pomurju so rekli, če so malo nori, ampak dobro, smo dobili vsaj ožjo avtocesto drugega razreda ali kakorkoli. Ne? Kaj v takih primerih narediti? Ne? To so pa grde stvari. Ne? Mi vas podpremo, ja, če boste vi nas podprli. Ne? To je bil bolj regionalni lobby, bom rekel. Zdaj, jaz sem v osnovi nekdo, ki je zelo pripaden in ki se drži tega, kar pove. In se zelo rada tega tudi držim, če je nekaj dogovorjeno, je nekaj dogovorjeno. Res pa je, da potem imam jaz sama seboj težave, ko moram predelati, če je nekdo prelomil obljubo. In to mene blazno boli pravzaprav. Tako da jaz se bom res trudila delati v skladu z mojimi vrednotami. Si pa mislim, čeprav Franjo ti praviš, da ne vem, kaj me čaka, si pa mislim, da bo verjetno treba sklepati tudi kakšne takšne kompromise, ko bom se pač morala sama seboj pogovoriti. Ja. Sem pa prepričana, da namerno ne bom škodila nobenemu, ker tega ne počnem v življenju nikoli in do sedaj nikoli nisem.
Ja, gledajte, zdi se mi, da malo preveč to besedo kompromis uporabljamo. Mi na vse zadnje moramo tudi odpirati konflikte, ne? Ker kaj je v bistvu srčika parlamenta po Kantu, je javna raba uma. Ne? Imamo neke konfliktne zadeve, profesorsko bi rekel, antagonizme. Zdaj, veste, da bo vedno po moje, to je infantilno, ne? To je faza v razvoju, ko s plenic prideš vam pa malo hlačaš. Ne? Jaz sam sebe opredeljujem kot ustavnega patriota, ne? In to je tisto. Veste, recimo v tem mandatu sem jaz bil na tisti seji zakon o tujcih. Zakon o tujcih je vedno zakon o nas. Jaz sem bil sam proti celi Sloveniji tistih 7 ur pa pol. Brglez se je skril, Janša drugega ni imel za napadati, verjetno je to. In takrat so neki ljudje rekli, kar neki njih, Madonna, ta Trček zna biti resen. Ker je šlo za neko resno ustavno materijo, naš Matej je imel bolnega otroka v Kopru, mi sem rekel, da je bod doma, ne, to je nek tak primer. Drugi primer je seveda Magna, ne morem jaz biti apropo kontra, je bil pa ta mandat slab v enem smislu, ne, in tle moram puščico pokazati na SMC, zlasti, če si bil v opoziciji, da ti do nekih informacij nisi prišel. Ne. Veste, če meni reče državni sekretar mene kot poslancu iz Maribora, gospod Kanterut, ja, gospod Trček, če bi vi prosili, bi vam jaz povedal o Magni. Dobro, jaz na srečo tega ne rabim, ker imam moje informatorje in upam, da v naslednjem mandatu tega ne bo. Ali pa recimo, ne vem, zakon o gozdovi, ali pa drugi tir, ki ti nadaleč nekaj mahajo, ne, poti pa pritiskajo, daj ti glasuj za. Ne. Jaz sem rekel, jaz ne bom glasoval ne za, ne proti pri nobenem zakonu, ker jaz ne bom imel vse tiste informacije, ki jih moram imeti, da jaz to pretehtam. To je bil, se mi zdi, en večjih problemov tega mandata. Zanimivo. Nič ne rečete, gospod Rajić. Ja, nekaj bi dodal, ker odpiranje konfliktov, ja, ampak veste, da bi prišli do rešitve, konflikt moramo tudi rešiti ali razrešiti. Ne moremo ostati na njem kot odprtem. In to se dogaja tudi znotraj koalicije. Jaz sem imel primer pri Mariborski južni obvoznici, da je morala trasa poteka po kmetijskih zemljiščih. In recimo, to je bil direkten konflikt z kmetijskim ministrom, ki objektivno zaradi svoje naravnanosti ne more dovoliti spremembo tega zemljišča, ampak zazidljivo, ne? Ampak Maribor rabi obvoznico, tako kot druga mesta. In moram reči, da je ves čas ustrajal, da ne, ko sem mu rekel, ti se vsak dan pelješ v Mursko Soboto, ampak če bi takrat, ko se je ta cesta gradila, bil kmetijski minister nekdo kot ti se še danes ne bi peljal po avtocesti. In rekel, ja, tu pa si me prepričal, ne? In to je en kapital, ki se potem ustvari, ne? Enostavno en konflikt se je razrešil na dober način. Ja. In seveda eno zaupanje za v prihodnje. Nekaj dni je po volitvah, že kaj delate, že sestankujete, že... Ja, jaz... Ali še... Ja, gledajte, jaz ta čas kot nek poslanec, ki je zelo težko pri miru, izkoriščam, da sem več na lokalnem terenu. Ne? Danes sem bil, sva nekako najdela termin, kot sem že prej omenil, na UKC Maribor. Ne? To smo se že malo pogovarjali, zdi se mi, da je to ena zadeva, ki jo moramo nujno rešiti, ker glejte, ne da bi mi Ljubljani kaj hoteli imati, ampak dejansko, če primerjamo obseg dela in financiranje, smo mi prikrajšani za dobrih 20 milijonov. Ja. In se mi zdi, ne glede na to, kdo od nas bo v koaliciji, kdo bo v opoziciji, gledajte, mi vsi tle, vključno s kamermani, cela ekipa, ki to zdaj ustvarja, plačujemo približno iste zneske v zdravstveno blagajno, smo pa drugo-, tretjerazredni državljani. Ne, jaz mogoče niti ne znam več se spočiti, ne. To je malo problem. Ne. Delam seveda zelo aktivno, bil sem tudi pretekli teden v Solunu 2 dni, da sem nekako naredil briefing vse te begunske, migrantske problematike. Moram reči, da tle malo, pa ne kolega Kaloh, malo umazano igro, SDS pele pa še kdo, ne, ker dejansko te cifre so dosti manjše, ne, in je trenutno večja nevarnost radikalne desnice in makedonske in grške, ki dela halabuko okrog poimenovanja Makedonije. Tako bom rekel, da ja, verjetno bi rabil koga, evo moj nasvet Lidija, obema, da vas malo tudi potegne pa reče, da je ti malo ugasen. Ne? Ja, zdaj, oziroma mi, naša poslanska skupina je imela v ponedeljek po volitvah, torej naslednji dan takoj prvo koordinacijo, imamo jih 2-krat na teden, ob ponedeljkih, četrtkih, torej smo že oddelali 3
zdaj v četrtek imamo že četrto, mi smo novi, ne? Mi teh izkušenj nimamo toliko in se seveda moramo naučiti in se, da rečem, seznaniti z vsemi temi opravili, ki nas čakajo in zelo, zelo aktivno na tem delamo. Je pa res, da imam še jaz zdaj v službi, je treba še stvari zaključiti, narediti tako, da so zdaj ti dnevi precej naporni in če sem zelo odkrita, si želim, da bi bil kak dan malce umirjen. Ja. Poslanska skupina se bo dobila zdaj v petek se vseh 25 poslancev dobi. Prvič, še pred konstitutivno sejo. Kaj se pa tiče, moram pa zdaj replicirati kolego Trčku, da zadeve, daleč od vsake histerije, jaz osebno nisem zagovornik dobene histerije, ampak so pa nevarne pereče, čez koliko na naši južni meji pride po uradnih nekaj 10 do 100, tako da zdaj jaz mislim, da to ni zanemarljivo. Tudi ljudje so tam v velikem nelagodju, ker to ljudje prosto prehaja, kot da mi nismo dejansko branik šengenske meje, tako da mi smo jasno povedali, šengensko mejo bomo zavarovali, vkolikor bomo sestavili koalicijo in pa da na tej dosedanji azilni pa migrantski politiki ne bo trpel naš slovenski človek. Glejte, sem na kratko, rojen sem na eni strani Kolpe, na drugi strani Kolpe imam del družine, dnevno imam te informacije, verjetno to malo bolj vem kot Grims, pa Mahnič, ki glih ne živite ob Kolpi, izvolite. Evo jaz še da povem, mislim, da nam je tako kot ostale doletel ta postvolilni stres. Meni se je pokazal kot vnetje rame, ampak če to odmislim in terapijo, skozi katero grem, potem pa je problem knjižnice. Namreč zavedamo se, da gradbeno dovoljenje za mariborsko knjižnico poteče čez manj kot en mesec in sem se danes angažiral, da vidim z Ministrstvom za okolje in prostor, ali obstaja kakršnakoli možnost, da se to ne zgodi. Zasledil sem tudi, da naša kardiologija ima problem, da se ne financirajo novi načini zdravljenja v enem postopku in sem že kontaktiral vodjo kardiološkega oddelka, dr. Frana Nadžija, da vidimo, če je potrebna pomoč, da se mogoče hitreje ukrene. Dobro, čez nekaj minut smo nazaj, da zaključimo. Mi smo v zadnjem delu oddaje v Mariboru vsi, pogovarjamo se z novo izvoljenimi poslanci oziroma poslanko in poslanci. Namensko sem šel bolj na, bom rekel, tisti človeški vidik, a vendar, kaj zdaj, vlada, katera se že pogovarjate, vi posebej iščete, SDS je zmagovalec, da ne bomo ki slučajno čez 2-3 mesece morali na nove volitve ali pač? Jaz bi si zdaj dovolil vzeti besedo kot prvi. Zdaj stvari so jasne. Zdaj predsednik republike bo dal, mislim, tako je gospod Pahor napovedal, se pravi predsedniku prvouvrščene stranke, se pravi Slovenske demokratske stranke, možnost za sestavo vlade. Zdaj hkrati tudi iz medijev sodeč, gospod Janša pravi, da v primeru, da bo pa videl nekje na drugi strani, so kakšne večje možnosti, da tudi ne bomo šli čez glavo čez zid. In pa, da hkrati pa tudi, če ste bili pozorni, je dejal, da pa je mogoče še tudi v naši stranki mogoče kdo, ker zdaj tako strašno vsi govorijo, z SDS-om mogoče, ampak ne z predsednikom. No pa zato je v SDS-u že znano, kdo je v bistvu kandidat za predsednika vlade, ne? Ja, glejte. Ali moramo na glas povedati? Ja, jaz teh informacij nimam. Kaj se pa tiče, potem se pravi, če ne bi naša stran uspela sestaviti vlade, so na vrsti iz kolegičine stranke, gospod Šarec in tako naprej do tretjega kroga. Jaz pa mislim, predčasne volitve pa niso verjetno dobenemu v interesu, ker bi mogoče predstavniki strank katerih drugih mogoče še manj glasov dobili, ne govorimo o SDS v drugih strankah, tako da mislim, da bojo se, bi rekel, predsedniki strank pa potrudili, da bomo imeli koliko toliko stabilno vlado. Zdaj predsednik države... Še vedno LMŠ izključuje koalicijo z... Ja, Lista Marjana Šarca je povedala to pred volitvami, poudarila to po volitvah in mi pač držimo besedo. Je pa stališče našega predsednika tudi v tem, da se pač treba pogovarjati, On se pogovarja z vsemi in jaz mislim, da v tem nič ni narobe. Zagotovo pa, če bo SDS sestavila vlado, jo bo pa sestavila in ima do tega v končni fazi tudi vso pravico. Levici je v interesu biti v vladi? Šarec se ne pogovarja z Levico, vse še zaenkrat. Ne, nismo pogajali, ampak veste, ena dimenzija je, na katero se pozablja, pa spet teži v to ustavo.
v 111. členu ustave zelo jasno piše, da se predsednik Republike Slovenije posvetuje z vodjami poslanskih skupin in potem predlaga kandidata. Ne glede zdaj, a gre za Janeza, Baneta, Franca, ne, jaz osebno mislim, da je gospod Pahor zrel za odstop. Ne bere ustave, ne bere poročil Sove, pa ne bi rad zdaj to politiziral, ker je bolj osebno, ne. Navsezadnje gospod Janša ni vodja poslanske skupine, vodje poslanskih skupin se bojo vzpostavili naslednji teden, ne, v določenih procedurah je pa potrebno biti proceduralen zlasti, če gre za ustavno materijo. In 111. člen ustave zelo jasno, decidirano to zapiše, ne. Pred vami smo kvartet ljudi, ki si ne želijo ponovitve volitev. Jasno je, dali smo to skozi in zdaj želimo delati. Nismo pa tisti, ki bomo pojasnjevali zdaj, s kom kdo gre, ker to delajo vodje političnih strank. Tako da tukaj mislim, da smo enotni, da si želimo naprej v ta postopek in se nadejamo pač samo, da bomo sestavili vlado s sorodnimi programi. In to je ključni faktor prepoznavanja. Stranke, ki imajo sorodne programe, lahko ustvarijo pač vlado. Seveda, jaz bi osebno zelo rad videl neko levo sredinsko koalicijo, vključno z Levico, ne združeno, Levico samo. Zdi se mi, da zato, ker ga dobro poznam, vem, da je plemenit in da bi tudi bil dober pozicijski poslanec. Veliko lažje mu je biti taki, kot je, kot opozicijski, ampak mogo bi delati na drugi strani. Na kratko, gospod Trček, pa gospod Kalov. Glejte, jaz prihajam iz stranke, ker tudi razen Luka Mesca, kdo drugi tudi lahko pove, kako bi se šli koalicijo, zgolj to. Pa ena zadeva, ne glede na opozicijo, koalicija, odgovornost je na vseh, ker pri nas se pogosto gleda na opozicijo, to je ki se sem po jajcih čoha, konec citata. Pogosto v opoziciji dosti bolj garaž, kot kdo v koaliciji. Samo apropo temu, zdaj, gospod Pahor, gospod Janša so se srečala neformalno, to se tudi oba povedala, tisto ni bilo nič daleč od tega, da je bilo kaj zavezujočega. Vsi pravijo, najprej naj se državni zbor konstituira, šele potem bojo dejansko zvodi za neke resne pogovore. Zdaj, po drugi strani pa gospod Šarec pa totalno prehiteva. Čez ustavo, čez neformalnost, tu se pa malo vprašaš, kaj se dogaja. En stavek, če bi bil gospod Pahor zrel, bi se neformalno srečal z predstavniki vseh v parlamentu izvoljenih poslanskih skupin. Hvala lepa za obisk v studio. Vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pa seveda upajmo, da bodo predsedniki strank, predsednik države imeli toliko smisla, da bodo ustanovili oziroma naredili vlado taka, ki bo pravzaprav služila ljudem. Ne glede na to, ali bo leva, desna, ali pa je mogoče končno čas, da nehajo gledati, kdo je iz katere stranke. Nasvidenje.